Si predstavljate, da začnete meditirati, zaprete oči in se potem pred vami pojavi svetloba. In iz te svetlobe izstopi bitje in reče: Miran, sedaj me poslušaj. Lep pozdrav, moje ime je Miran Peterman in sem energijski trener za uspeh. In danes bomo govorili o duhovnih izkušnjah v duhovnem svetu. Sam bom delil par svojih osebnih izkušenj, najprej pa dejansko da pogledamo, kaj sploh to je. Glejte, v bistvu dostikrat smo že govorili o tem, da človek ni samo fizično bitje, človek je duhovno in hkrati fizično bitje in dejansko duhovni svet je svet, v katerem istočasno v tem trenutku obstajamo. To pomeni, človek na neki način lahko rečemo, da ima fizično telo, kjer ima fizična čutila in s pomočjo teh fizičnih čutil dejansko dojema, doživlja in funkcionira v tem fizičnem svetu, in potem ima človek ravno tako duhovno telo in duhovna čutila, s pomočjo katerih funkcionira in doživlja duhovni svet. To pomeni, namen naših duhovnih čutil, našega duhovnega vida, duhovnega sluha, duhovnega vonja, če temu rečemo, saj dostikrat recimo tudi v praktičnem življenju pridemo v nek prostor in zaznamo nek slab vonj, slabo energijo, in preko tega mi doživljamo. V bistvu, glejte, druga stvar je najgloblje in bom rekel največje izkušnje, ki jih jaz imam, je preko tega energijskega pretoka. To je v bistvu ena posebne vrste energijska meditacija, kjer se dejansko popolnoma predamo in preklopimo na duhovni svet, preklopimo na to posebno frekvenco. Morate razumeti, glejte, ogromno ljudi ima duhovne sposobnosti in te sposobnosti so različne. Nekateri ljudje vidijo, nekateri dobivajo odgovore, nekateri imajo neke druge zaznave. Tako da v bistvu jaz bom malo opisal svojo izkušnjo mojih strank oziroma mojih učencev, da si majčkeno bolj znate predstavljati. Potem mogoče za nekatere izmed vas, ki ste tukaj in doživljate občasno te izkušnje v neki obliki in se ne znajdete, v bistvu mislite, da ste malo čudni, da je nekaj to neobičajnega in tako naprej. V bistvu, ja, da dejansko vidite, da je to povsem normalna stvar. Seveda, glejte, morate nekaj vedeti, da če se vam nekatere stvari dogajajo, če vas je strah, če bom rekel, občasno izgleda, kot da grejo izpod kontrole, ker včasih morate vedeti, da bom rekel, ravno tako ta duhovni svet, o katerem govorimo, ni samo dobri angeli in dobri vodniki in to, ampak se lahko zgodi tudi, bom rekel, napad negativnega duhovnega sveta. V preteklosti sem imel že kar precej takih izkušenj in bom rekel, na nekih mojih teh seansah, kjer smo dejansko potem s pomočjo dobrega duhovnega sveta to situacijo obrnili in tako naprej. Tako da dejansko ogromno ljudi ima neke duhovne sposobnosti. Večina ljudi teh sposobnosti nima razvitih. Če čutite, da imate to neko duhovno sposobnost in imate v bistvu potencial, zagotovo imate, če to poslušate, to sem 100% prepričan, ampak se pravi, te so različne, nameni so različni, nekateri ljudje zdravijo, nekateri pač lahko dajo neke informacije in tako naprej, in če želite več, me brez problema z veseljem kontaktirajte. Tako da v bistvu moja izkušnja, kdo sem jaz sem pač samo nekdo, ki pač to, bom rekel, to sposobnost uporablja, ima razvito, sem samo nekdo, ki je par korakov pred vami, nič posebnega, in dejansko pač, bom rekel, za to sposobnost je lahko zelo posebno, ker vam lahko pomagam. Tako da, glejte, v bistvu največ teh izkušenj se dogaja, tako kot sem rekel, med tem energijskim sproščanjem. Zakaj takrat? Zato, ker dejansko to energijsko sproščanje poteka tako, pač mi se sprostimo seveda, ko začnemo to sproščanje, včasih imamo glasbo, da lažje se sprostimo in se dejansko odpremo in se preklopimo na energijo, priklopimo na posebno frekvenco. Moja sposobnost konkretno je, da dejansko prevajam to energijo. Zato tudi pomagam svojim strankam, svojim učencem,
da hitreje regenerira svojo življenjsko in svojo kreativno energijo. Ne. Dejansko energijo čutim in potem, ko začnemo, dejansko začnem čutiti, da energija prihaja, ker dejansko energija gre skozi mene. Ne. In občutek je včasih, precej, neprijeten, ker je to močna energija. Ta energija me zafiksira in se dejansko ne morem premakniti, odvisno od tega, kaj se na tej seansi dogaja, kdo je na tej seansi, kakšni so problemi, odvisno od tega, kakšna energija potem teče skozi mene, to je odvisno od tega, pač tudi, čutim dodatno na nekih delih telesa. Recimo, pred kratkim moj oče gre sedaj skozi, precej velik izziv v življenju, ima raka na pljučih in sem potem to neko seanso delal z njim, ne. In dejansko, ko sva se začela sproščati, ko je začela energija prihajati, sem jaz čutil v svojih pljučih, to je bila taka napetost, to je bila taka bolečina, kot da bi v bistvu moja pljuča bila polna dima, kot da se v bistvu moj oče pač kadil celo življenje do 20. leta, zdaj je manj kot polovica mojega življenja, sem pasivno tudi jaz kadil, ampak dejansko mislim, da sem večino tega že očistil. Ampak ko sem delal to seanso z njim, sem čutil, kako so moja pljuča polna, zapacana, težka, težko sem dihal, čutil sem dejansko bolečino v prsnem košu, ker težko sem dihal, ne. Potem je očeta tudi malo začelo, premikati, najprej je bil zelo nemiren, potem se je umiril in tako naprej. Tako da dejansko potem ga je energija zafiksirala, dejansko od tega, na katerem delu, kateri organ, ne, ker veste, da pač energija, ne, organ srca je povezan z našo vizijo, z našim strahom, pogumom, ne, če nas je strah, če imamo šibko srce, si pač ne dovolimo v življenju nekih velikih ciljev, strah nas je nekih podvigov in tako naprej, ne. Potem pljuča so skrb, žalost in od tega odvisno, kaj se odpušča v tej skupini oziroma z osebo, s kateri sem v navezi, od tega tudi jaz te stvari čutim, ne. Tako da v bistvu jaz sem dejansko tam postavljen kot, nek steber, preko katerega dejansko energija pač teče. Sam nimam te sposobnosti, da bi karkoli videl, včasih vidim neko svetlobo, ne, ampak v bistvu moja sposobnost je, da ljudi priklopim na to frekvenco, ker pač večina, to je pač, kot sem rekel, jaz sem pač nekdo, ki je korak pred svojimi učenci, zato jih pač lahko učim, ne. Dejansko te stvari bistveno bolj intenzivno doživlja znotraj tega energijskega pretoka, kot so z mano sami tega malokrat doživljali, ker pač niso natrenirani in potem je energija bistveno šibkejša, ne. Okej, in kaj se potem dogaja? Ogromno ljudi vidi dejansko neko svetlobo, steber. Če je potem, neka skupina, ki se sprošča, ki se energijsko polni, je dejansko sredi nastane steber. In dostikrat se dogaja, da potem nekdo vidi tudi, kako te, neke slabe energije gredo v ta steber in da dejansko se preko tega počistijo, ne. Te, izkušnje, ki jih ljudje imajo, svetloba, barve, aura, so, nek vizualna izkušnja, ne. To je dejansko najbolj pogosta. Druga stvar, ki se dostikrat dogaja, je, da ljudje vidijo zdravilce, ne. Ko začnemo to seanso, potem v bistvu se predamo, cela skupina se preda, se odpre in se potem začne zdravljenje. In potem pridejo zdravilci, ne. Včasih jih je več, včasih ima vsak svojega in potem dejansko oseba, ki ima to sposobnost, ki vidi dejansko, da izza vsake osebe, ki je na tem sproščanju, je nek zdravilec, ne, in potem
dejansko pač dela na tej osebi, včasih koga odprejo, včasih to. Glejte, mogoče za vas se to malo tako zgleda, kaj se to dogaja, ampak to so dejansko stvari, ki jih ljudje dejansko vidijo, ne. Potem so tukaj v prostoru so angeli, ki celotno zadevo nadzirajo, vodniki, ne. Dostikrat se iza mene tudi vidijo kakšni v bistvu višji vodniki, ne. Včasih pride bela bratovščina, ne. Tako da dejansko energija je resnično močna in glejte, to so v bistvu, bom rekel, neki kar se tiče vizualnih izkušenj, vizualnih stvari, ne, to so najbolj pogoste, ne. Potem druga stvar, ki se lahko dogaja pri tem sproščanju, so odgovori, ne. Druga moja sposobnost, ki jo imam, ena je, da ljudi lahko priklopim na višjo frekvenco, in druga sposobnost je, da dobim odgovore. Da ko mi pač nekdo postavi vprašanje, je to kot neke vrste, bom rekel, včasih rečem energijski Google, začnem dobivati odgovor, začnem dobivati rešitve, ne. Ampak dejansko, ko stranke, ko moje učence priklopim na to frekvenco, tudi sami začnejo dobivati odgovore, ne. Dostikrat nekdo pride na ta naše seanse, na ta naše treninge, naša sproščanja, ravno zato, da dobi odgovore za naprej. Kaj ne naredim v življenju, kaj ne naredim v poslu, kaj ne naredim v partnerstvu, ne? In potem, ko se na koncu pogovarjamo, kakšne so bile te izkušnje, kaj so doživljali, ne? So dejansko, zopet sem prišla, hvala, dobila sem vse odgovore, dobila sem vse stvari, ki jih pač potrebujem, ne. To so potem pač, bom rekel, odgovori, navodila, rešitve, vpogledi, ne. Ker pač više gor, ko greš, bolj kot si priklopljen na to frekvenco, bom rekel, bolj imaš dostop z vodniki, z angeli, z temi informacijami, bom rekel, z izvorom, ne. Ok, to so odgovori, potem so pa tukaj še naslednja skupina, so pa vizije. Dostikrat se zgodi, da nekdo dobi vizijo svojega življenja, vizijo za svoje otroke, vizijo pač za svoj posel in tako naprej, ne. Tako da ja, glejte, v bistvu to so, bom rekel, neke najbolj pogoste izkušnje, ne, ki so naslednja skupina izkušenj so potem, glejte, bom rekel, kaj je dejansko namen teh izkušenj? En namen je zagotovo komunikacija z energijo, komunikacija z tem duhovnim svetom, ne? To pomeni, da ko dobiš ti informacijo, ko dobiš ti odgovor, ko dobiš ti navodilo, je pač zagotovo, glejte, jaz vedno pravim, živimo v tem energijskem svetu. In vsak izmed nas ima preko teh naših čutil, energijskih čutil, sposobnost, da komunicira s tem energijskim svetom. Ampak dejansko pač nismo natrenirani. To sposobnost nimamo natrenirane, jo ne znamo uporabljati. In namen je, gledajte, če obstaja svet vseh idej, če obstaja svet vseh rešitev, če obstaja svet, preko katerega, ne, lahko dejansko v komunikaciji z temi našimi vodniki, z angeli, energijskimi bitji, ne, dejansko, da lahko dobimo te odgovore na naše vprašanje, zakaj tega ne bi uporabljali. In dejansko moje poslanstvo je eno, da pomagam ljudem, da regenerirajo svojo energijo, da se ojačajo, da se energijsko pozdravijo, da postanejo močnejši. In druga naloga je, da jim pomagam, da začnejo sami komunicirati, da lahko to uporabljajo v vsakdanjem življenju. Ker, gledajte, to je dejansko potem to je pot v svobodo. Vedno veš, da imaš nekoga ob sebi, ki ti lahko pomaga. Vedno veš, da imaš nekoga, ki te vodi, na katerega se lahko obrneš, ne? In to je dejansko namen, ne? Te vse ostale stvari, kot so pač v redu, pač nekdo vidi auro, nekdo vidi svetlobo, ne? Jaz energijo čutim ljudi, čutim, kakšno energijo imajo, čutim, kdaj energija ni v redu in tako naprej, ne? Tako da v bistvu sam namen, da nekdo vidi svetlobo, bom rekel, praktičnega razloga niti ni. Razen, da preko tega dobivamo vero,
Ne? Da dobivamo vero, da ta energijska bitja so, da so z nami, da nam lahko pomagajo. Ne? In večja kot je ta naša izkušnja, ne, pomeni, da smo potencial in da potrebujemo nekaj, da se držimo, da imamo vera. Ne? Ker više gor, ko gremo, te izkušnje so bolj subtilne, ni več toliko, bom rekel, zdaj nekega hrupa in pompa in vsega tega. Ne? Tako da v bistvu, potem so pa še druge zadeve, so pa dejansko energija svojo prisotnost dostikrat kaže z, bom rekel, fizičnim kontaktom. Pač se sproščaš, si priklopljen in potem se začneš premikati. Enostavno gre proti svoji, bom rekel, ne proti svoji volji, ker itak ni to pri svoji volji, ker se dejansko ključ tega je, da se predaš. Ne? Ampak dejansko energija te začne premikati. Lahko se dogaja marsikaj, lahko se ti stol začne tresti in tako. Ampak dejansko, če imate celo skupino in da se cela skupina začne potem tresti, ne? Namen vsega tega je, da imamo neko izkušnjo, da preko tega dobimo vero. Ker ko gremo potem, bom rekel, zopet ven v neko, bom rekel, običajno življenje, ne? Da nas ni strah. Ker gledajte, ko imaš neko tako izkušnjo, ko vidiš svetlobo, ko vidiš vodnike, ko komuniciraš direktno z angeli ali pa ko dobivaš odgovore, ne? In potem greš v bistvu bom rekel, običajno življenje in te je strah, kako boš plačal položnice, pomeni, da tega enostavno ne razumeš, da to izkušnjo ne znaš dejansko prenesti v svoje praktično življenje, ne? Da dejansko ti ta izkušnja ni nič pomagala. Ne? Ok, gledajte, to je bilo dejansko, nekako sem začutil, da mečkan, bom rekel, tistim, ki me dostikrat dobim vprašanje, ne, kako izgledajo te duhovne izkušnje, kaj se dogaja. Ne. Jaz sem sam v nekaj časa nazaj sem imel tudi eno izkušnjo, da dejansko sem bil v močnem pretoku in me je začel tresti in potem sem šel, bom rekel, skozi nek tunel in sem videl neke stvari, dejansko nekaj sem potoval in sem potem prišel nazaj. Ne. Imel sem tudi izkušnjo, ampak tega se nisem dejansko zavedal, da sem šel ven iz telesa, ne. Nisem se zavedal, da dejansko pač, da bi potoval izven telesa, ogromno ljudi ima tudi tako izkušnjo, ne? Ampak vem, da dejansko sem imel problem priti nazaj v telo. Začel sem se sproščati, potem čez nekaj časa se nisem več zavedal, ne? Dejansko me je odneslo, ne? In ko sem bil v nekaj časa v tem pretoku, ne? In potem, ko sem prišel, bom rekel, nazaj, ko sem zopet začutil svoje telo, nisem imel kontrole nad svojim telesom. In bilo tako kot včasih, ko se nam zgodi v sanjah, ko dejansko ne moremo nekaj, hočemo nekaj premakniti, ampak to niso bile sanje, ampak dejansko, da sem zopet prišel in to, bom rekel, kontrolo nad telesom. Ne. Ok, mogoče še ena zadeva, ki je tukaj dejansko zelo pomembna, energijsko polnjenje. Ne. Ko se energijsko polnimo, ne, dejansko energija je, bom rekel, v fizičnem smislu je energija toliko močna, toliko gosta, da nas zafiksira. Dejansko glava je ravna, glava gre gor, včasih nam jo potegne čisto gor, ne, in potem, ko gre, energija teče. Ne. In ko delamo ta energijski pretok dalj časa pomeni, da je to pač intenzivno, treniramo tudi po nekaj ur, ne, dejansko smo potem čist, bom rekel, energija nas toliko napolni in začenja se dogajati naslednji proces, ki je pomlajevanje. Ne. Za pomlajevanje seveda potrebujemo pogoje, ne, ampak dejansko, ko greš v to frekvenco pomlajevanja, dejansko po tem končanem seansi, po končanem sproščanju, recimo urca, 2 urce, je koža popolnoma gladka. Dejansko prav, bom rekel, kot neke vrste dojenčkova koža, prav sveti se. Ne? Tako da dejansko počutiš se in 2 uri si enostavno priklonjen, mislim, dejansko energija te zafiksira in sploh ne veš, kdaj to mine. Mislim, občutek je res fenomenalen. Ne?
Okay. Ampak se pravi, to so, bom rekel, višji nivoji. V bistvu je, kar želim v prvi vrsti dejansko pač predati naprej to izkušnjo, je, da se naučimo energijsko napolniti. Ne? To pomeni, ko delam jaz dnevno to sproščanje, ne? V roku 20 minut se popolnoma regeneriram, ne? Kot bi imel 2 ure spanja, in dejansko, ko delam to tehniko večkrat dnevno, bom rekel, zagotovo je to ekvivalentno 3-4 uram spanja. Ne? In če želite dvigati svoj posel na višji nivo, če želite več energije v partnerstvu, je absolutno vas vabim, da se te tehnike naučite. Ne? Ok, glejte, to je bilo, bom rekel, nekaj, kar sem želel deliti z vami. Več o energiji, o življenju z energijo boste našli na moji spletni strani miranpetrovan.com. Vabim vas seveda, da pač mi sledite na Facebooku in na YouTube kanalu, kjerkoli se že gledamo, se že vidite. Seveda vabljeni ste tudi pač, da če želite več informacij, če želite pač, da ta sistem, da se tudi sami naučite tega življenja z energijo, vas vabim na brezplačni pogovor. Tako da v bistvu to je bilo tisto, kar sem želel deliti z vami danes. Želim vam en čudovit dan, bodite čudoviti in čim več čudovitih energijskih duhovnih izkušenj.